Voznik avtobusa je oseba, ki vozi prevozno sredstvo nam bolj znano kot avtobus. Njegova naloga je, da nas čim bolj ugodno prepelje iz točke A v točko B. Ja, tukaj moraš več pogojev izpolnjevati. Kot prvo, na primer, je pogoj končano 4. stopnja šolske izobrazbe, potem moraš imeti SPD kategorije, predložiti moraš potrdilo o aktivnem znanju slovenskega jezika in ko enkrat vse to imaš, prideš na razgovor, narediš testno vožnjo, potem moraš izpolniti psihotest, zdravniški pregled, kondicijsko vožnjo in tako naprej. Voznik dela pri nas, na primer, imamo službe tam od 7 do 8 ur nekje povprečja. Povprečna plača je nekje tam z dodatki za vsem, se pravi tam okoli 180.000 vrtov. Umirjena osebnost mora biti, ne mora zdaj ti za vsako stvar, da ti gre po domače pove na živce, ampak moraš biti, zelo umirjen moraš biti. Pozitivne. Ja, pozitivnih je, to jaz ne vem, kako bi povedal. Se pravi, razgibana služba, stalno si z ljudmi, čeprav to je tudi zelo velik napor, to v bistvu ni dosti pozitivno tukaj. In tako naprej, razgibana služba v glavnem. Proti koncu 19. stoletja je Ljubljana imela okoli 40.000 prebivalcev in mestna skupščina se je odločila, da v mesto uvede mehanizirana prevozna sredstva. Brez posebnih slovesnosti so v Ljubljani leta 1901 sprejeli prvi tramvaj. V prvih letih so imeli 13 vozil in 64 zaposlenih. Danes je v LPP-ju zaposlenih 969 voznikov avtobusov, mehanikov, vzdrževalcev, prometnikov in drugih. V voznem parku pa se nahaja skupno 278 avtobusov. Včasih je dosti težje bilo voziti, kot zdaj vozile niso bila neogrevana, tako kot zdaj. To je bilo uropotalo, vse prepihlo avtobusu. Včasih bili še ti sprevodniki noter, kateri so kasirali po avtobusu, tega danes ni več. Tam pa skrbi voznik za vse to, da poteka plačilo in vse normalno. Tehnologija napreduje, tako da avtobusi so veliko boljši, kot so bili včasih. To vidijo in potniki in sami vozniki, da veliko lažje zdaj službo naredijo, kot pa rečemo pred 10-20 leti. V zelo dragem avtobusu, ki porabi okoli 45 litrov na 100 km, sem se pripeljal nazaj na ŠKL in ker je bil avtobus prazen, priznam, da sem v vožnji užival.